dragi moji, se morda spomnite Zorana Jankovića in Alenke Bratušek? Ne. Jaz vem, verjamem, da veste, kdo sta. Sprašujem, če se spomnite, kaj sta imela. Se ne spomnite, v redu. Vi se ne spomnite, da sta ta dva pred 10 leti tak fajt imela, tako sta se skregala, da nista nič govorila več. Nista glih Romeo in Julija, no, recimo tako. Jankovićeva pozitivna Slovenija je razpadla zaradi tega fajta. Vlada Alenke Bratušek je razpadla zaradi tega fajta. Resno, se ne spomnite tega. Dejansko se nista pogovarjala skoraj 10 let. Pred kratkim pa? Zelo dobro se pogovarjajo zadnje čase, ne. V enem tednu že drugič sedijo skupaj. Kaj pa je zdaj to kar naenkrat? A je to samo meni malo čuden, ali kaj pa je povzročilo, da je med njima ogenj spet vzplamtel? Po dramatični politični ločitvi pred več kot desetletjem, ki so jo spremljale tudi govorice, da ne govorita več, je ljubljanskega župana Zorana Jankovića in ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek danes povezal megalomanski gradbeni projekt potniškega centra Ljubljana. Kot kaže, so stare zamere ob milijardnem gradbišču že pozabljene. Okej. Pa tako rečete. Jaz sem pa mislil, da ste se dobila na kavi, imela dolg pogovor o tem, kako sta bila slaba človeka, kako sta bila v zmoti, da sta se pogovorila o pomenu odpuščanja in da sta se poljubila, odšla z roko v roki pred sončnim zahodom. Ampak ja, očitno gre za dobro staro provizijo. Verjeten, ugibam, ne vem. Ampak v redu, vsi smo krvavi pod kožo. Jaz se tudi ne bi branil novega potniškega centra. Kakšen pa bo? Takole naj bi izgledal potniški center Ljubljana, ki naj bi čez 2 leti krasil center Ljubljane. Star Trek. Ni čuden, da bo milijardo koštal. Pa mene vsem zanima finančna konstrukcija. Kaj pravi Toni Zoran Janković? Leta 2007 je bila vrednost projekta ocenjena na 200 milijonov. Danes pa je govora o malce višji številki. Vse to, kar je zdaj bilo povedano, plus zasebne investicije, tu imate zasebne investitorje, ki že gradijo oziroma so pripravljeni na gradnjo, zaokroženo 1 milijarda. Zaokrožil pa je ta milijarda. A sem rekel 1 milijarda, 2 milijardi. Pa če bomo še 5 minut tle sedeli, bo 5 milijard. Alenka, kako se mava rada, da. Janković tako boža ženske boje. Ne, kako pa gledajo Ljubljančani na projekt? To je sramota za glavno mesto, da ima tako postajo, kot jo ima. Ne bo, sigurno ne bo to zlaufno. Ne bo. Optimizem na višku. Kaj vam je, ni prav. 2 zaupanja vredna človeka, če ne celo najbolj zaupanja vredna človeka v državi, Janković in Bratuškova. A se ne vidi? Sta si segla ponovno v roke, da boste v prestolnici nesebično in altruistično uredila potniški center, vi pa tako nehvaležno. Čas ste ljudje res neusmiljeni. Čeprav jaz vem, kaj ljudi najbolj muči, ampak bom pustil, da bo Bratuškova razložila. Gre za res velik projekt in to v centru Ljubljane, kar pomeni, da bo motenj na tem področju veliko in tudi jaz se pridružujem in že zdaj prosim ljudi za razumevanje, da bomo lahko ta lep potniški center v roku zgradili. Bo pa 1,5 leta ali pa 2 leti življenje kar napeto na tem območju. Grozdo, da že zdaj povemo. Lep potniški center. Ženska, alo, Jankovića imaš ob sebi, reče se najlepši potniški center na svetu. Ene ženske se nič ne naučijo. A ni lepo povedala Alenka? In to ni bilo prvič. Mesec nazaj je rekla, da smo mi ljudje problem, ne? Infrastruktura. Z drugimi besedami, Ljubljančani in Ljubljančanke, to je bilo prijazno vabilo, da se izselite iz prestolnice, dokler je cajt, ker bo neprevozna. Pozabi.
Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.